Dobro, lepo pozdravljeni še enkrat. Lepo pozdrav še medijem in pa našim gostom, se pravi gospodu Janezu Petku z delegacijo z vsemi gosti, da nam bodo predstavili tisto točko, kar se tiče informacije okrog izvedene aktivnosti izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v mestu Ormož. Zdaj, prej ko začnemo, se pravi, moramo potrditi tudi dnevni red. Dnevni red ste dobili na mizo, s tem, da želja je, da se točka 7 sprejem cenika za hostel Ormož umakne iz dnevnega reda. Zato bi prvo dal na glasovanje umik te točke. Župan umika. Župan umika, potem ne rabimo razprave, ne? No. Pa glasovanje tudi ne tako. To se pravi, točka 7 s tem umikam, se pravi sprejem cenika za hostel Ormož, damo, peljamo naprej kompletno proceduro, kot je dogovorjeno, pa jo vrstimo enkrat na sejo v prihodnje. Zdaj na samo mizo ste dobili tudi dodatno točko, se pravi za razširitev dnevnega reda, to je potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt nabava nujnega reševalnega vozila NRV tipa B. Zdaj samo obrazložitev ste tam, imate zapisano, se pravi, Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis, na katerega želi zdravstveni dom kandidirati. Zdravstveni dom, se pravi, ne more sam, dokler nima potrditve ze strani občinskega sveta, gre se pa, tako kot piše, za nabavo nujnega reševalnega vozila, ki pa je financirano del ze strani zdravstvenega doma Ormož, del ze strani Ministrstva za zdravje. Pa dajem na glasovanje za razširitev te točke, se pravi, da se potrditev dokumenta identifikacijskega investicijskega projekta za projekt nabava nujnega reševalnega vozila NRV tipa B uvrsti takoj za točko 6, se pravi takoj za odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož, prvo obravnavo po točko 7. Zdaj vidim, da smo že preverili prisotnost, potem zaključujem preverjanje prisotnosti, pa pričnemo z glasovanjem, kdo je za razširitev te točke k dnevnemu redu. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 18 svetnic in svetnikov za razširitev te točke, se pravi po točko 7, kar se tiče dnevnega reda. Dnevni red še dajem potem z to razširitvijo, s to dodano točko, se pravi v potrditev, pa preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti, pa začnemo z glasovanjem, kdo je za ta predlagan dnevni red z tisto točko. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov za dnevni red, razširjen dnevni red, zato prehajamo pod točko 2, potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Je karkoli tu za reči okrog zapisnika? Če ne, dajem sklep, da se potrdi zapisnik 4. redne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov na glasovanje. Preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Začnemo z glasovanjem. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov za predlagan sklep in nišče proti. S tem prehajamo na točko 3, potrditev zapisnika prve dopisne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Je tu karkoli za dodate, odzete? Če ne, lahko prehajamo na glasovanje pod sklepom, ki je zapisan na strani številka 18, se pravi
da se potrdi zapisnik prve dopisne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Podajam takšen sklep na glasovanje. Preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Začnemo z glasovanjem. Kdo je za ta sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za predlagan sklep 17 svetnic in svetnikov glasovalo za in nobeden proti. S tem prehajamo na točko 4. Informacija o izvedenih aktivnostih izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v mestu Ormož. Pa prosim za uvodno predstavitev. Jaz mislim, da ste dobili pisno informacijo, jaz bom to na kratko povzel. Glede na to, da se držimo nekako zavez lokalno-energetskega koncepta za ormoško občino in tudi zavez direktiv in želja slovenske vlade o čim večjem deležu obnovljivih virov energije v končni porabi energije, smo začeli že z občino Ormož aktivnosti pred 3-4 leti in na osnovi tega je bil sprejet 2016 občinski odlok o oskrbi s toplotno energijo na območju občine Ormož in prav tako smo potem na osnovi tega odloka sprejeli odlok o politiki koncesije za odpravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v mestu Ormož, ali pa v občini Ormož. To je občina izvedla javni razpis za podelitev koncesije, na katero so se prijavila dva kandidata in po presoji takrat strokovne komisije je bilo ugotovljeno, da same ponudbe niso bili primerljivi, namreč mi smo oziroma občina je podala v razpis dokumentacijo le porabe energije javnih objektov, ne pa tudi moči priključenih naprav, predvsem zaradi tega, ker so bili v tem času upravljene energetske sanacije teh objektov in priključne moči tedanje so se potem znižale z določen delež oziroma določen procent in bi bilo potem, je stvar potem novih preračunov, ki bi jih morali pa narediti ponudniki, pa tega niso storili. Zato smo imeli potem dve diametralno nasprotni ponudbe, ena je imela zelo visoko, višjo ceno variabilnega dela, drugi pa višjo ceno fiksnega dela in takrat nismo mogli začunati praktično. Lahko bi začunali na neki približni oceni, ampak tega seveda nismo storili, ker pač to ni stvar razpisne dokumentacije. Zdaj, potem je podjetje Biomt na osnovi energetskega zakona vložilo vlogo za tržno distribucijo. Se pravi, to pomeni, da je možno, da nekdo privatni investitor na svoje stroške in svoj riziko zgradi celotni sistem, oceni toplotne energije, pravi fiksnega in variabilnega dela se pa pogaja z samo občino. No, na zadnji, praktično novembra lansko leto, je občinski svet prejšnji sestavi potrdil 100% začetek oziroma izdal sklep o začetku oziroma postopku za izvajanje tržne distribucije, kar je seveda tudi pisni sklep prišel na podjetje Biomte. Zdaj, tisto, kar je pomembno, je v bistvu, da predstavniki podjetja so tukaj, so iz Avstrije, imamo tudi prevajalca, ker je na to, da gospodi govorijo nemško. Tako da tisto, kar je pomembno, je, da je investitor pripravljen seveda kupiti občinsko parcelo, tam zgraditi sistem daljinskega ogrevanja in seveda kompletno ta sistem izvesti. V tem času smo bili tudi na ministrstvu, namreč imeli smo sestanek z 3 ministrstvi, to je ministrstvo za šolstvo, ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za zdravstvo, kjer so pravzaprav tudi pripravljeni se pogajati o ceni, da bi tudi ti objekti glavni šli na ta sistem, kar je tudi pogoj, namreč sistem javnih objektov, bom tako rekel, če večji je sistem, večje zmogljivejši, cenejša je potem lahko energija, ker so pač fiksni stroški oziroma stroški investicije narastejo, prejmo so razmerno z višanjem moči.
Tako da pred začetkom pogajanj seveda smo se odločili, da praktično smo rekli tako, da pred volitvami te pogajanja ne bi začeli, da zadeve začnejo se ta pogajanja po volitva in predtem je seveda gospod župan izrazil željo, da se predstavi celotni projekt novemu občinskemu svetu. Tako da tule so gospodje iz Avstrije, gospod Edler in njegov tehnični sodelavec, tako da smo lahko odprti za vsa vprašanja, kaj se glede tega tiče. Najlepša hvala za vodno predstavitev. Zdaj, vprašanja so kakšna dodatna informacija, zdaj tako, kot je bilo povedano, prejšnji občinski svet je to zadevo imel na seji, jo predebatiral, razpravljal. Moja želja je bila, da če so kakršnakoli vprašanja okrog tega, da jih postavite. Je pa res, da pa je zdaj, smo v tisti točki, se pravi pogajanja okoli vsega tega. Na nek način bomo mogli zadevo spraviti naprej in prav je, da trenutni občinski svetniki, ki tudi soodločate o vsem, da se nejasnosti ali pa kakršnekoli informacije imate danes prve roke lahko dobite. Tako da ima kdo karkoli za vprašati. Slavko Kose. Ja, hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem prisotnim. Točka, o kateri razpravljamo danes, nam je predočena na teh dveh straneh v našem materialu za sejo, ki smo ga dobili. Zanima me, vsaj dve stvari sta pomembni. Ali je občinski svet v prejšnji sestavi razpravljal o tej točki na podlagi tega, kar smo mi danes tu dobili, teh dveh strani napisanih, ali je imel občinski svet v prejšnji sestavi kakšno drugo obširnejšo dokumentacijo, ki je po natankosti razložila projekt, o katerem bomo sedaj razpravljali. To je eno vprašanje, namreč meni je to premalo. Povem kar takoj, premalo. Drugo, kar pa je še pomembnejše, pa je to, ali današnji občinski svet v tej sestavi zavezuje obveza prejšnjega občinskega sveta, ki je dal za to, da se gre v takšen projekt. To je čisto, bi rekel, proceduralna vprašanja, na katere bi želel odgovor, predno bomo začeli še verjetno kaj druga razpravljati o čem drugim, kar nas iz tega projekta zanima. Hvala. Dobro, zdaj gledajte, zadeva je na sami spletni strani, gradivo, ki smo ga obravnavali, sam občinski svet. To tudi piše po točko 4, da smo ga na svoji redni seji 32.5.11.2018 tudi obravnaval in sprejel sklep o soglasju za izvajanje tržne distribucije toplota. Zdaj čisto tako bom povedal, ne vem, če me boste prav razumeli, tega jaz ne bi rabo napraviti. Te informacije jaz niti ne bi rabo vam dati, ker je to prejšnji občinski svet sprejel in zadeva je zaključena, kar se tega tiče. Jaz sem samo želel, da dobite informacije okrog daljinskega ogrevanja, zato smo tudi povabili vse goste, da če je kakršnakoli dilema ali pa kakoli za vprašati, kar se tega tiče, da vam še mogoče z prve roke pojasnijo. Je pa gradivo, pa vse ostalo je pa na sami spletni strani, občine Ormož bilo napravljeno in tu je to res, bomo rekli, na dveh straneh pojasnilo z strani, se pravi, dr. Janeza Petka, tako pa pravim, ne bi pa niti rabo tega dati, zato ni zdaj moja krivda, pa krivda občinske uprave, lahko bi se stvarjo šli naprej mimo občinskega sveta, kar se te informacije tiče. Jaz bi samo rad želel, da se mogoče, ker vem, da se pojavlja neka vprašanja, vem, da se pojavlja tudi okoli tudi parcele, ali jih bo odkupil, kje se bo to gradilo, mogoče, ne vem, kakve so zadeve okrog cen, pa okrog vsega, vam je tudi dr. Petek nakratko objasnil, gre pa se zdaj normalno za pogajanja, na kaki način se bomo spogajali, ali bo biomasa normalno, ali bo to šlo z naših gozdov, okrog cena, okrog vsega ostalega, da ne bo prišlo v prihodnosti do večjih sprememb okrog cen, to pa so vse glih tiste zadeve, ki pa bi se mogoče danes lahko razjasnile. Dobro, Emil Trstenjak.
Jaz bi samo čisto na kratko rekel, gospod župan, to, kaj ste rekli, se absolutno strinjam, ker prejšnji občinski svet je to sprejel. Bili smo navdušeni, moram reči, na tom projektom, kajti zasnova je res dobra, odlična. Določene stvari, pa je tudi gospod dr. Petek danes povedal, pa je glede parcele in tako dalje. Tudi zdaj, tisokrat smo še mogoče ni tako imeli fiksno za investitorja, kak je zdaj že, vemo, kdo bi naj bil to. Je pa res, ker ta občinski svet ni dobil te informacije in se popolnoma strinjam mogoče, da so malo prekrajšane. Glede tega pa mislim, če že tak, če je samo informacija, pol pa naj bi trebali imeti po točko 4 sklepa, naj bi trebali sprejeti, ne vem, to se jaz tako razumem, zdaj, če je to tak, je tak, če ne pa je tudi vrede. Hvala. Dobro, samo seznanitveni sklep, toliko glih, da ste se seznanili. Še bote mogoče karkoli? Ne, prejšnje občinsko vodstvo in tudi seveda prejšnji občinski svet je imel še v okviru tega eno stvar, ki jaz nisem zdaj omenil, to je, da v primeru pozitivnega izida pogajanj in v primeru izvedbe investicije bi bilo istočasno smotrno potem tudi, in tako tudi načrtoval prejšnji občinski svet, prejšnje občinsko vodstvo, še urediti potem renoviranje vodovoda skozi mesto samo in tudi potegnitev optičnega kabla za vseh javnih objektov, ker glede na to, da bo potem, če se bo že gradilo, se to istočasno naredi, s tem bi seveda tudi z tega vidika znižali investicijske stroške same občine. Tako da to, jaz vam mislim, da mogoče in par tehničnih zadev bi gospod Edler, ki je pač prišel iz Koroške, mogoče še vam kljub temu predstavil, če se seveda s tem strinjate. Temo prosim, ja. Ich? Zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen, dass Sie uns eingeladen haben. Darf ich mir mal vorstellen, ich bin der Seniorchef der Firma Bioenergie in Köflach. Ich bin an und für sich Bauer, betreibe ein Sägewerk und wir versorgen ungefähr 300.000 Leute mit Wärme und 100.000 Leute mit Strom. Wir sind in der Steiermark mit Abstand der größte Betrieb, der aus erneuerbarer Energie Wärme und Strom herstellt. Wir betreiben Windräder, wir haben Wasserkraftwerke und wir betreiben 3 Kraftwerke mit Holz aus Strom. Unser letztes Projekt ist jetzt in Leibniz. Dort wird die Abwärme der Tierkörper verwertet. Entschuldige, übersetzt du mal. Ja, on se predstavi, iz Štajerske in ima zelo veliko teh energetskih naprav iz virov, iz biomase. Se pravi, na 3 delih elektriko, tudi zraven z toploto, potem ima vetrna kolesa, ima tudi majhne centrale na vodo, potem približno za 300.000 gospodinstv nudi on toploto in za 1000 tudi še, za 300.000 toploto, za 100.000 pa tudi elektriko. Das sind so eine Wetsche. Entschuldigung, ich bin der Edler Senior, noch der Chef, aber jetzt übernehmen meine Söhne. On je sicer firma danes še njegova in njegovi sinovi bodo to prevzeli, on je starešina v firmi. On bo predal svoje obrate. Rechts von mir ist der Herr Ingenieur Wernjak, unser Techniker. To je njegov tehnika. Und der Herr Diplom-Ingenieur Hohl ist unser Übersetzer. Tako je. Jaz se bom trudil, da bom to prevedel, koliko bom to tisto naprosto zmogel. Nisem pa pri njemu v službi, to tudi povem.
In erster Linie sind wir jetzt auf die Abwärme spezialisiert. Wir heizen mit der Abwärme von Gradkorn. On je zelo veliko, to je odvisna toplota, ne, odvečna toplota, ne, na to je specializiran. On dobi iz Gradkorna, to je papirnica tam v bližini Graca, dobi energijo, to, potem so tudi iz Pölsa je dobi, to on je šel specializiran. Cirka 40% der Stadtgemeinde Graz. 40% mestne občine Graca on oskrbuje s toploto, mit Wärme. Gell? Und jetzt machen wir die Stadt Leibniz, Wagner, mit der Abwärme der Tierkörperverwertung. In zdaj v Lipici dela z tole odvečno toploto, ki je ko se živali kurijo, to se pravi... Kafelerija. Kako se reče? Kafelerija. Kafelerija, ja. Tam dobijo toploto tudi in bojo Lipico kompletno kurili. To Lipica so 8000 let. Ja. Was? Lipica? Ja. Leibniz? Leibniz, ja. Kennen Sie alle? Približno 8000 ljudi bojo tam. Wir sind Nachbarn. Ja. Okay, danke schön. Mogoče še to, ne, gospod Edler se je zavezal oziroma je obljubil, da bo za vetoplarne uporabljal izključno vokalno biomaso. Seveda tudi, obenem jaz tudi imam mogoče možnost še povedati, da tudi v mestni občini Ptuj oziroma zdaj v mestu Ptuj čakam na gradbeno dovoljenje na 2,5 megavatni kotl na lesne sekance in bomo seveda prišli iz zemeljskega plina na lesne sekance, tako da bo tudi vokalno spostavljen še dodatna ponudba lesnih sekancev. Tudi občina Ormož ima v vasi kar nekaj gozdov in ta les gre za zelo majhne denarje seveda dilerjem, bi bomo verjetno, mislim, bo smiselno tudi ta les uporabiti za daljinsko ogrevanje v mesto Ormož. Mi tudi v Ptuju razširjamo daljinsko omrežje še na dele, ki niso pod tem, tako da ta razvoj sigurno gre naprej in mislim, da v Ormožu ne vidi nobene razloga, da ne bi to tako naredili. Kot ste videli, pa je to resna firma in resni investitor, ni zdaj. Tudi nekako imamo dogovorjeno, da bo gradiva domača podjetja, za opremo pač ne moramo reči, ker njih take opreme svoje ne proizvajamo. Domača gradbena podjetja to bi izvajala in tudi domačo znanje se bo našo slovensko koristilo v tem primeru. Dobro, hvala. Vse tudi s tem razlogom so bili ti gosti danes vsem povabljeni, bili so nekateri pomisleki, koliko se jaz spomnim na občinskem svetu, kdo nam bo to izvajal, tako da smo tudi zaradi tega povabili, da vidite, da se sami predstavijo, kdo bo izvajalec, na kaki način bo delano. Zdaj tako pravim, gradivo se je dalo dobiti, je pa res, spet, pa ne bi rad, imeli smo spet delovni sestanek, lepo smo vprašali, če še karkoli je potrebno dodati v četrtek, za nasejo ni bilo rečeno nič. Dajmo, poslali bi, vkolikor se ne bi našli na spletni strani, bi še to zadevo dopolnili, tako da bi res bili pripravljeni. Je pa mi bila prva želja to, da če so kakršnekoli pomisleki za tem, da bi se vprašalo. Tako da ne vem, če še ima kdo karkoli okrog tega. Gradivo se vam seveda lahko pošlja. Kaj je bilo? Še bi vi mogoče karkoli dodali, se jaz tako mislim, da je. Zdaj gospodje so že v fazi prijave nekak idejni projekt naredili, da se točno vejo, kje bi našli trase, tudi se vejo, oni so si že na nek način skalkulirali osnovno, zato so tudi šli v to. Zdaj mi pričakujemo, oziroma predstavnik 3 ministrstev je že klical, kako daleč so pogajanja, oziroma kdaj se bi potem še spogajali z vsemi 3 ministrstvi, tako da zadeva je v taki fazi, ki je pač ciljno resna. Res je še to, da treba se zavedati, da mi bomo praktično morali iti na obnovljive vire energije, tudi te neobnovljive energije bodo več ali manj postali dražji, to vemo. In zdaj pač je taka priložnost, da se to naredi. Je pa pač
ta, ker je investicija visoka, ne, in če nekdo na vlastni rizik to naredi in se spogaja za ceno, pa tem je to samo plus za obe strani, se pravi, tako za investitore kot za porabnike. Dobro, najlepša hvala. Slavko Kosič še se pravi. Ja, zdaj ne glede na to, da je odločitev več ali manj sprejeta, da se v to investicijo gre, ampak morate vedeti, da ljudje na terenu tega ne poznajo in da bojo postavljali praktična vprašanja. Čist praktično vprašanje, na primer, je to, da preusmerim, jaz za sebe govorim, preusmerim svojo kurilnico, na kateri zdaj uporabljam mesni plin, na vašo energijo. Se pravi, predelati bom moral kurilnico, ker bo to drugi vir energije, ali bo to moja investicija, ali bo vaša investicija. Šel bom v to, če boste bolj ugodni po ceni, se pravi, če bom videl, da je plin cenejši ali pa elektrika cenejša, se v takšno investicijo ne bom spuščal. Kaj pa se zgodi v primeru, ko bodo začele cene varirati na trgu? Enkrat bo biomasa cenejša, enkrat bo elektrika cenejša, drugič bo plin cenejši in tako dalje. Kaj bomo potem naredili z temi kotlovnicami? Pa ne gre za mojo kotlovnico domačo, ker je to ena mala. Kaj bomo naredili z kotlovnicami, ki so v lasti šole, ministerstv in tako dalje, kjer so pa velike kotlovnice. In ne verjamem, da bo ministerstvo oziroma država pripravljena plačevati energent, ki bo dražji kot tisti, ki se lahko dobi na trgu, vkolikor se to zgodi. To so pač hipotetična vprašanja, ampak jaz hočem, da nam odgovorite za to, da bomo ljudem, ki nas bojo vstavljali, ko bojo gledali sejo, vprašali, ko nas bojo vprašali, kako se odločiti. Ker vsak, ne vem, če na spletni strani, moram priznati, da si vsega nisem prečital na spletni strani, tako v detalje obrazloženo, da bo lahko tudi nekdo rekel, zdaj pa se odločimo za to. Ta praktična vprašanja nam probajte obrazložiti, še posebej z enega drugega vidika, ker v Ormožu imamo vrtino, ki bi jo lahko tudi uporabljali za to, tudi to smo v svojih prizadevanjih poskušali uresničiti, še ni, jaz upam, da v bodočnosti bo in bo vprašljivo, ali bo, ko bo vrtina usposobljena, ali bo cena energetike v vrtini s toplo vodo, ki jo lahko uporabljamo tudi za ogrevanje mesta in pa teh objektov, skupnih objektov, če ne bo cenejša od tega, kar nam vi ponujate. Pa še tretji vidik je, ki ste ga govorili in ste tu zapisali, da ima občina Ormož veliko področja gozdov ali nekaj podobnega. Jaz moram priznati, da ne poznam tega podatka, da bi mi imeli na našem področju kmetijsko-vinogradniškem takšne kapacitete gozdov, da bi jih lahko izkoriščali za sekance za lesno biomaso. Hvala. Hvala. In Bezug auf Thermalwasser, was Sie angesprochen haben. Ja, to se gre za Geothermie. Wir heizen 4 Thermen, wo überall das Thermalwasser herauskommt. Köflach, Stegesbach, Fonsdorf. Und wir müssen immer in Konkurrenz stehen mit Gas, mit Öl und selbstverständlich mit festen Brennstoffen. Zur Bevölkerung, bevor wir so ein Projekt überhaupt angehen, wird sowieso eine Bürgerversammlung, das ist ganz normal. Da wird der Bürgermeister eine Bürgerversammlung. To se pravi, če se tak projekt gre, potem so morajo biti občani itako obveščeni, to se pravi, to teče potem preko župana, da to povabi ljudi na en sestanek, da vejo, za kaj se gre. Und die Entwicklung einer Fernwärme dauert sowieso Jahre. Man muss den Bürger persönlich überzeugen. Das ist ja normal. Da se daljinsko ogrevanje funkcionira, potem to traja itak, ni stvar od mesecev, temveč je stvar od let v principu, da se ljudi tudi vse prepriča. Potem se on pravi, da on kurija tudi razne terme, da ki dobijo od njega zelo velike energije v Köflahu tam naprimer, in 4 takih term. Ganz kurz im Moment. Das, worüber wir jetzt sprechen, kann ja nur das Gerippe sein,
Und dann muss man zur Bevölkerung gehen. To se pravi, zdaj, o čem se pogovarjamo, potem se gre samo za skelet, ne? Kako se Und dann geht man wie ein Baum auseinander. Potem iz tega ogrodja bo potem so šele drevo nastalo. Ne? Das dauert 10 Jahre, Minimum. Da ima vse bi končal kompletno, potem to traja, kaj jaz vem, 5 let, ako 10 let, tudi je vse skupaj. Ja, gospod, še tale informacija, ne, zdaj v tej fazi bo, ko so pogajanja, je planirano, da se samo javni objekti priključijo in cena energije toplotne mora biti nižja in se stroški vred, ne, kot je sedaj. Druga stvar, omenili ste, to je tudi ministrstva na istem stališču. Druga stvar, ko ste omenili vaše vrtino in geotermalno energijo, za tako, ne. Tak, jaz poznam malo, kaj se tiče to vrtino, tudi če jo poglobite, ne, je ta temperatura preniska za sistem daljinskega ogrevanja. Če vzamete toplotno črpalko, da dvignete temperaturo, toplotne črpalke imajo nekje maksimalno temperaturo, to so visoko temperaturne 65 stopinj Celzija. Res je, da COP okrog 4, ne višja temperatura, ampak tudi ne gre, kot veste, ne gre, da bi imeli zelo visoko temperaturo v toplotni črpalki, ne gre, mora biti naložena zmerna temperatura in za daljinski sistem daljinskega ogrevanja, oziroma za sistem daljinskega ogrevanja pa ta temperatura preniska celo v zelo nizki temperatura. Kar se tiče toplotnih postaj, ne, je kompletna izgradnja toplotnih postaj in priključitev v lasti v domeni investitorja, torej občina ne bo imela s tem nobenega stroška, kaj se priključitve tiče. Druga stvar, obstoječa kotlovnica lahko ostane in se konzervirajo, ne, v primeru, da se karkoli zgodi. Kaj se pa tiče pogajanj, bo pa tako ali tako cena iz pogajanj in bodo tudi ustrezne varovalke, ne. In ko bo jaz predpostavljam, da ko se bo zadeva spogajala, boste verjetno te papirje dobili na mizo in boste seveda tem tudi odločali, ne. To pa je stvar, da občinstvo to pa jaz ne vem. Vse to je logično, ne. Tak, smo vse neko... S informacijo, ki mi jo je predložil zdaj gospod Petek, se ravno najbolj ne bi mogel strinjati, ne, da naša vrtina, tudi ko jo bomo poglobili, ne bi bila primerna za ogrevanje mesta. Ves projekt priprave vrtine in vrtanja je temeljil na tem, da se vrtina uporablja prvenstveno za ogrevanje mesta in kasneje za vse ostalo. Tako da ta informacija, ne vem, odkot jo imate, odkot razpolagate s to informacijo, po mojem ni točna, pa bi rekel celo, da ni primerna zdaj za javnost, zato ker potem bo se nekdo še na to obesil, pa bo rekel tak, prišel en gospod, doktor Petek iz Ptuja, pa nam je rekel, da je tak vrtina ni primerna za to, za kar jo uporabljamo. Tako da jaz mislim, da bi v tem trenutku se vseeno trebalo okrog tega malo držati. Hvala. Es ist selbstverständlich, dass die Geothermie auch da ist, aber es ist auch gut, wenn Sie auch Biomasse und Abwärme zuhören. On pravi, da je lepo in dobro, da eksistira tudi geotermija, samo da tudi eksistira biomasa, ja, in tudi s to bi se morali, bi rekel, Weil, wenn wir nicht wettbewerbsfähig wären, hätten wir in 20 Jahren nicht 200 Millionen Euro investieren können. Wir müssen wettbewerbsfähig sein. Ja, če oni ne bi bili, bi rekel, konkurenčno sposobni, potem ne bi v zadnjih 20 letih, da ko so 200 milijonov evrov investirali v te naprave, ja, bi se s tem ne ukvarjali več, ne. Und wir laden die Gemeinde Ormosch ein, in die Steiermark speziell 2, 3 Werke anzuschauen, die auf Biomasse und Abwärme funktionieren. Und dann machen Sie sich ein Bild. On bi rad povabil so na Štajersko in prikazal ne 2, 3 take biomasne naprave, občinski svet, da bi to videli in si sami ustvarili neko sliko o tej stvari.
Und Sie werden sehen, wir haben in Köflach eine super Therme, die sehr warm ist. In der Köflachu ima je terma, ja, ki jo on tudi seveda kuri, ni prav število, 1,5 MV, cirka 1,5 MV rabi stalno za tisto vodo, da jo tam v kopališču segreva, poleti in pozimi. Dobro, dva še sta se prijavila, Danilo Kosi pa Branko Šumenjak, postavite, če to razjasnimo pa... Ja, hvala za besedo. Mene pa zanima, kaj to pomeni vpliv na okolje, glede izpustov, ko se bo pač kurilo to biomaso. Kakšni bodo to vplivi na okolje, ker zdaj biomasa, ne vem, kak je to čista energija. Se lahko prijavite, pa kar sproti? Jetzt komme ich wieder zurück auf Leibniz. Sagt jetzt was Da se vse številke, vsi predpisi, ki so v EU-ju veljavni, da se jih v tem primeru na vsak način spoštuje, da se jih mora držati, to je čisto jasno, zaradi varstva okolja. Leibniz und Graz hatten die größten Feinstaubbelastungen. Leibniz in Graz imata največjo osnaževanje od mikropartiklov. Und jetzt müssen Sie sich bei der Gemeindevertretung in Leibniz und in Graz erkundigen und Sie werden sehen, dass es wesentlich besser ist. In tu se lahko pri občinskem svetu, tako v Grazu kot tudi v Leibnicu, lahko pogleda ali vpraša, kako gleda za temi aerosoli podobnim in da se točno bo zvedelo, kaj je na tem področju. Aber es ist schön, dass wir das Thema anschneiden. Bitte besuchen Sie uns und dann sprechen wir weiter. Ja. Se lahko se ga obišče in se na licu mesta vidi, kako je to postojeno ali pa narejeno. Good. Branko Šumenjak. Ja, jaz podpiram to, ker redko se zgodi, da kdo pride pa nam nekaj nudi za stonj, pa da imamo potem tudi nekaj ceneje od tega. To je to tako priložnost, da bi zamudili, bi bilo nesmiselno, po moje, kar se iz ekonomskega vidika tiče in kar se tiče tudi kar se okolja tiče, tudi mislim, da se ni treba bati, zato ker pač gospod prihaja z Avstrije, kjer imajo zakonodajo isto kot mi, ali pa še mogoče malo bolj strogo, kar se okolja tiče, če ravno imajo sežigalnice, ki se jih mi branimo, ampak so čiste. Pa še ena stvar prej v sami predstavitvi je gospod oziroma prevajalec pozval povedati, da je gospod kmet. Mogoče se bojo tudi naši kmetje kaj naučili iz tega projekta, ki se bo tu odbijal. Mi nimamo samo biomase, pa nimamo samo geotermalne energije, mi imamo tudi Dravo, ki je neizkoriščena popolnoma. Na Dravi bi lahko naredili še marsikaj, kar se elektrarn tiče, in če imajo tudi to možnost, so dobrodošli, hvala Bogu. Tako da je pa to čista energija, ki je drugačna od tiste, kar imamo danes. Mi se danes pač nekje ogrevamo na plin, ki je tudi tak, je pa ni, pa na elektriko. Elektriko pa vemo, odkot dobivamo. Koliko je te energije električne pridobljeno iz čistega okolja, iz čiste energije, iz čiste, ali je to iz obnovljivih virov, tudi to lahko na računi vidite, koliko je tistega zelenega dela, zelo malo je. In ti nič ne pomaga, če imaš zeleni avto na električno energijo, ki pride elektrika iz Černobila ali pa če pride iz termoelektrarne Šoštanj. Tako da jaz pozdravljam to idejo in to je za sprejeti z odprtimi rokami. Dobro, hvala. Jaz mislim, da je bilo vsa vprašanja, vse diskusije predebatirano, odgovorjeno. Jaz bi se zahvalil gostom, danke schön. Mogoče bomo res obiskali, si kakšen taki ogled res privoščimo. Z enim avtobusom verjetno, Tako da namen je bil, da se dobi neka informacija, pa če se vam mogoče kakršnakoli informacija ali pa če bo kakršnakoli vprašanje tudi ze strani občanov, občank, pošljite, bomo mi preposlali naprej, da odgovor dobimo, da te zadeve razčiščujemo, sproti, najboljše. Tako da
pod točko 4, zdaj, če smo se s tem seznanili, imamo res na en... Hvala lepa. Und ich hoffe, Sie bleiben auch wenn wir es nicht machen, bleiben Sie bitte auf dem Weg. Sie werden sehen, die erneuerbare Energie hat Zukunft und besonders in Slowenien. Sie sollen ihre Energie nicht exportieren. Wir bekommen slowenisches Holz so viel. Behalten Sie Ihre Energie hier, veredeln Sie sie hier und die Wertschöpfung bleibt in Slowenien. Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön. Danke Ihnen, Herr Bürgermeister. Ja, und gratis Geld, das heißt, selbstverständlich nicht sehr. Ich bin ein sehr guter Geschäftsmann. Evo, ja. Hvala. No, z temi na koncu modrimi besedami prehajamo na glasovanje. Prehajamo na glasovanje o tem sklepu, se pravi, da se občinski svet Ormož seznani z informacijo o izvedenih aktivnosti izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v mestu Ormož. Pa dajem tak sklep na glasovanje, preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za? Sklep, ki je zapisan na strani 28. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov za ta sklep in nobeden proti. S tem prehajamo na 5. točko. To je odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož, druga obravnava in prosim za uvodno predstavitev. Občinski svet Ormož v prejšnji sestavi je predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož sprejel na 30. redni seji julija leta 2018 v prvi obravnavi. Novi občinski svet je na drugi redni seji 27. decembra 2018 sprejel sklep, da bo v novem mandatu nadaljeval postopek sprejemanja splošnega akta. Pred drugo obravnavo je bilo namreč potrebno pridobiti predhodno mnenje Lekarniške zbornice Slovenije in pa soglasje Ministrstva za zdravje. Razlog za sprejem novega akta o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda je uskladitev veljavnega akta z zakonom o lekarniški dejavnosti. Odlok je za drugo obravnavo pripravljen na podlagi predhodnega mnenja Lekarniške zbornice Slovenije, predlogov svetnikov, podanih na sejah vseh treh občinskih svetov, ker gre za skupni zavod treh občin, Ormoža, Središča ob Dravi in pa Sveti Tomaž, in pa predlogov občinskih uprav. Zdaj, od prve do druge obravnave so v odloku naslednje spremembe. Nekatere dejavnosti so bile črtane, nekatere so dodane po predlogu Lekarniške zbornice Slovenije in pa Lekarne Ormož. Na predlog občinskih svetov se kot organ zavoda črta strokovni vodja, ki bi bil imenovan, kadar direktor javnega zavoda ne bi bil nosilec lekarniške dejavnosti, to pomeni farmacevt. Potem spremeni se število članov sveta zavoda in sicer zmanjša se število iz 9 na 6 članov. Svet zdaj sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, ki imajo 2 člana, zaposlenih, ki imajo 2 člana, enega člana ima predstavnik pacientov in pa enega zavod za zdravstveno zavarovanje in na predlog Lekarniške zbornice smo dodatno določili postopek imenovanja predstavnika pacientov v svet zavoda. Dopolni se nekoliko določba, ki se nanaša na odgovornosti za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje. Zdaj, občinska uprava je pridobila predhodno mnenje Lekarniške zbornice 24. septembra lansko leto ter potem uskladila te določbe oziroma njihovo mnenje z predlogom
odloka v prvem branju. Ministrstvo za zdravje pa nam je februarja letos odgovorilo, da na predlog odloka ne potrebujemo soglasja, ker ne posega v ustanoviteljstvo javnega zavoda. Dobro, najlepša hvala za obrazložitev. Zdaj, ker je druga obravnava, razprave ni. Edino, če ima kdo kakšnokoli vprašanje, razprave ne bom odpiral, mogoče kakšno dodatno vprašanje glede na pojasnilo, da ne bo pri obrazložitvi glasu karkoli. Kakšno dodatno vprašanje mogoče? Vidim, da ni. Če ni, lahko prehajamo na glasovanje. Sklepa, ki ga imamo na strani 32, se pravi, da se občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, lekarna Ormož. Vidim, da tudi obrazložitve glasu ni. Pa preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Pričnemo z glasovanjem. Kdo je za ta predlagan sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za predlagan sklep glasovalo 16 svetnic in svetnikov in nobeden proti. S tem prehajamo na 6. točko. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož, prva obravnava, pa prosim za obrazložitev. Pravna podlaga, ki ureja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, je pravzaprav pestra. Sprva je to urejalo 6. poglavje Zakona o stavbnih zemljiščih, potem je Zakon o davku na nepremičnine, zakonske določbe, ki urejajo nadomestilo in občinske odloke, ki so bili izdani na podlagi tega 6. poglavja, razveljavilo. Potem pa je Ustavno sodišče razveljavilo te člene Zakona o davku na nepremičnine in odločilo, da se do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin še naprej uporabljajo predpisi iz Zakona o davku na nepremičnine. Zdaj, Ministrstvo za finance in pa Ministrstvo za okolje in prostor sta občine pozvala k zakonski uskladitvi odlokov o nadomestilo. Skupaj z Ministrstvom za javno upravo so ministrstva podala neka sistemska priporočila za izboljšanje sistema, za odmero nadomestila. Občina uporablja odlok o nadomestilu iz leta 2003, dopolnjen je bil leta 2005. Odlok, ki velja, ne upošteva vseh veljavnih pravnih podlag, v nekaterih delih je zastarel. V novem odloku se na primer glede na veljavni odlok doda oziroma izloči, da zdaj je po novem občina zavezanka za plačilo nadomestila, meril za zapuščenost in dotrajanost objekta ni več, počitniški namen je izenačen s stanovanjskim namenom, potem ni več postopnosti obremenitve plačila nadomestila, ni več meril za oprostitev plačila nadomestila v pristojnosti občinskega sveta, ni več pavšalnih določitev površin in nova opredelitev določitve vrednosti točke za izračun nadomestila. Ministrstvo za okolje in prostor je opravilo nadzor v naši občini nad veljavnim odlokom. Rok za odpravo nepravilnosti je oziroma uskladitev odlokov z zakonom je 31.7.2019. Glede finančnih posledic pomeni razliko približno 1%, to je manj odmerjenega nadomestila za manj kot 10.000 evrov. Daj, če grem po besedilu člena odloka na hitro, v splošnih določbah je opredelitev zazidana in pa kaj je zazidano in nezazidano stavbno zemljišče, to je zakonska dikcija, ki ostane enaka.
Potem površina zazidanega stavbnega zemljišča je pri stanovanjski površini neto tlorisna površina zaprtih prostorov stanovanja in pa garaž za osebna vozila. Pri poslovnih površinah pa je neto tlorisna površina poslovnega prostora in vseh površin, ki so pač funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Površina nezazidanega stavbnega zemljišča pa je celotna površina zemljiških parcel, za katere občinski prostorski načrt določa, da so zazidljiva. Območje odmere nadomestila. Nadomestilo se plačuje enako kot do zdaj na celotnem območju občine Ormož, enako kot do zdaj je razdeljeno na 4 območja. Merila za določitev višine nadomestila so opremljenost stavbnega zemljišča, ki se razlikujejo glede na naprave individualne rabe in pa naprave skupne rabe, tudi tu ni nobenih sprememb. Naslednjo merilo je namembnost stavbnega zemljišča. Tu imamo zdaj stanovanjski namen, kot sem rekla, že nimamo več počitniškega namena. Potem imamo pridobitni poslovni namen in pa nepridobitni poslovni namen. Pri površinah za izkoriščanje rodnin smo določilo 10. člena uskladili z zakonom o graditvi objektov. Enaka ostaja nenamenska uporaba kot naslednje merilo in pa izjemne ugodnosti. Tu smo uskladili izjemne ugodnosti po standardi klasifikaciji dejavnosti. Glede same odmere nadomestile, glede določitve višine nadomestila so formule enake kot do zdaj. Pri vrednosti točke, zdaj je vrednost točke sestavni del odloka, tako je tudi navodilo ministrstva. Vrednost točke se letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi pristojni statistični urad, kolikor je ta večji od 1, če ne ostane enaki. Zavezanec za plačilo nadomestila je enaki, to je neposredni uporabnik zemljišča ali dela zemljišča oziroma stavbe. Zdaj, nadomestilo odmerja finančni urad v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Oni upravljajo, torej FURS upravlja odmero, evidentiranje plačil, izterjavo, odpis, izterljivost obračuna. Pritožbeni organ je ministrstvo za finance. Pri oprostitvi plačila nadomestila je prav tako sprememba, do zdaj je to urejal posebej pravilnik, zdaj pa so v 18. člen vnešene določbe neposredno iz zakona. To pomeni, že do zdaj je bilo, da se ne plačujejo, da se nadomestilo ne plačuje za stavbna zemljišča za potrebe obrambe, potem diplomatskih in konzularnih predstavništev in tako naprej. Oprostitve, dodali pa smo socialni kriterij, ki je bil zdaj v pravilniku, in sicer oprostitev velja za zavezanca, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, oziroma če bi Center za socialno delo izdal potrdilo o socialni ogroženosti. In prav tako je oproščen plačila nadomestila zavezanec, ki je bil plačnik komunalnega prispevka, in sicer za dobo 5 let. Mora pa zavezanec sam podati vlogo, to smo rekli zdaj do 15.12., glede na to, da bi nekako mogli bazo za odmero oddati do konca leta. Hvala za obrazložitev, pa odpiram razpravo. Ja, v imenu svetniške skupine, ja, ste se prijavili. Hvala odbora. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. Odbor za varstvo okolja in urbanizem se je seznanil s predlogom odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ormož, prva obravnava, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Na sami seji odbora je bilo izpostavljenih nekaj vprašanj oziroma dilem, vendar pa je odbor ta sklep sprejel soglasno. Hvala lepa.
Hvala, predsednik odbora, za predstavitev. Se opravičujem, ja, mi je z glava polo. Se opravičujem pri vsem tam. In sedaj, drugi odbor tega ni obravnaval, sedaj pa te lahko odpiram razpravo. Pa prvo mogoče kdo z strani svetniške skupine? Nobeden. Potem pa še posamezno. Jožef Cenko, vi ste se prijavili še? Izvolite. Samo meni ne gre, evo, zdaj pa imate besedo. Hvala lepa za besedo še enkrat. No, okrog dilem, ki so bile izpostavljene, ena od teh je bila glede 2. člena odloka in sicer v 3. alineji je zapisano, nadomestilo se odmeri tudi za nelegalne gradnje in takrat sem spraševal, na kak način se ugotavljajo, katere so nelegalne gradnje, pa mogoče za javnost še obrazložitev. Hvala lepa. Hvala za besedo. Torej, jaz imam nekaj vprašanj z temle predlogom in sicer, če začnem pri 9. členu, imamo potem pri 2. alineji našteto, kateri so torej tisti, ki bi naj izvajali nepridobitno dejavnost in imamo našteto društva, lovske družine, politične stranke, nevladne organizacije, občinske organizacije, javni zdravstveni domovi, javne šole, javni vrtci in potem 3 pike. Zdaj, jaz sicer nisem pravnik, ampak se mi zdi, da če pustimo v bistvu neko tako zadevo z 3 pikami, da potem takšen pravni akt ni jasen pravni akt, saj si ga lahko potem vsakdo po svoje razlaga, kdo še spada zraven. Se pravi, ali potem navedemo na nek način, kje torej je definicija, kdo so ti upravičenci, oziroma da potem navedemo vse. Potem naslednja stvar, zelo velika razlika je nastala pri 11. točki, to je nenamenska uporaba stavbnega zemljišča. Če primerjam to z starim odlokom, smo imeli tukaj kar precej višje vrednosti, precej višje vrednosti za tele točke in sicer za prvo območje smo imeli 1000, za drugo 800, za tretje 700, za četrto 600. Po novem imamo za prvo območje 200, za drugo območje 180, tretje 160 in četrto 140. Zdaj, glede na to, da je bilo ravno v predvolilni kampanji veliko govora o tem, kako bomo z odlokom pritisnili na tiste, ki pač ne uporabljajo oziroma se pravi, ne prodajo zemljišč, ne uporabljajo pa jih skladno z tem namenom, kje je zdaj tole v tej točki zajeto. Je res, da smo prej dejansko se pravi oproščali določeni znesek upravičencev, ampak se mi zdi, da vseeno tako velike razlike ni bilo, kot je sedaj. Se pravi, na kak način bomo to potem urejali v prihodnje. Potem zdi se mi tudi pri 15. členu imamo dodani 2 alineji glede na zadnji, na veljavni odlok in sicer gre za to, kaj je zavezanec dolžan narediti, kar je vse lepo pa prav, ampak kaj, če tega ne naredi? Se pravi, v prejšnjem odloku smo imeli potem še dejansko del, ki se je imenoval nadzor in kazenske določbe, ki ga tukaj nimamo. Se pravi, kdo bo opravljal nadzor, kakšne bodo kazni, če zavezanec torej ne opravi teh dolžnosti, ki so tukaj navedene, oziroma glede na to, da v 3. alineji piše, da če zavezanec ne sporoči zahtevanih podatkov za odmero v roku iz prejšnjega odstavka, potem občinska uprava lahko sama pridobi podatke tudi na druge načine. Se pravi, zakaj potem sploh mora
zavezanec karkoli oddajati, če pa itak potem lahko te podatke občinska uprava pridobi na drug način in je to seveda za samega zavezanca veliko bolj preprosto in nekako nima nekih dodatnih dolžnosti, ki pa, kot rečeno, tako ali tako ni videti, da bi jih kdo preverjal oziroma sankcioniral. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Dobro, hvala. Slavko Kosič, če se pravi. Ja, hvala za besedo. Želel bi eno pojasnilo, namreč v izvajanju gospe Mateje je bilo rečeno nekaj v zvezi z rodninami in ko sem šel pogledat cilje odloka, tu piše v 4. točki, da ni več opredelitve o neplačevanju zaradi rudarskih koncesij. Namreč mi imamo tu v Ormožu en velik glinokop, se pravi glinokop, ki nam predstavlja že pravo ekološko rano v tem našem kraju. Zato je bila podeljena koncesija, občina praktično od tega nima nič. Edino, kaj smo še za lansko leto vrnili, se mi zdi nekih 60 000 evrov preplačenega nadomestila za stavbno zemljišče. Ali to pomeni, da bi z to spremembo lahko prišli do tega, da bi na račun izkoriščanja rodnin, se pravi v glinokopu Wienerberga, prišli do dodatnega denarja za občino? To vprašanje. Dobro, s tem ugotavljam, da ni več nekih dodatnih vprašanj, pa predajam besedo. Zdaj, kaj so nelegalne gradnje, to bi verjetno naši prostorci znali bolj povedati, ampak to so vse gradnje, tako smo ugotovili na odbori, ki pač nimajo gradbenega dovoljenja. Tudi neki velik procent smo ugotovili, da je teh negradnjem v naši občini, zdaj, ko obstajajo razne baze in ko to povežeš, pa vidiš, koliko je tega. Ljudje, če hočejo pač zdaj prodati nepremičnino, morajo imeti legalizirane objekte in zdaj smo ugotovili, da pravzaprav, da so ljudje malo bolj marljivi in so začeli objekte legalizirati. Zdaj, gospod Kolmanič, glede nepridobitne dejavnosti, ja, tu lahko naredimo piko, upamo, da smo zajeli vse nepridobitne, vse organizacije, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo, če smo pa katero izpustili, pa ne vem, sploh ne vem, kako bi vse našteli, Potrudili smo se vse našteti, lahko pa komod te pike izpustimo, pa končamo tu, pa potem tu končamo. Zdaj, kar se tiče te nenamenske uporabe, to smo preverili in v Ormožu imamo samo en taki objekt, ki je obremenjen z temi dodatnimi točkami, zaradi tega, ker recimo, če imaš ti, če je namenjeno za nekaj za industrijsko gradnjo, pa imaš potem 6 stanovanjski namen, je nenamenska raba, ampak do tega pravzaprav niti naj ne bi prišlo in nekako je bil predlog ministrstva, da bi mogoče to celo izbrisali, ampak glede na to, da imamo objekt obremenjen, pa da če še kakšnega najdemo, smo pač to pustili. Zdaj v 15. členu, kaj vse je zavezanec dolžan narediti. Ja, prejšnji odlok je imel drugačne določbe, imel je tudi kazenske določbe, ker v leta prvič, ko smo vzpostavljali evidence, to je bilo leta 1999, pa potem leta 2003 ponovno, ni bilo teh geodetskih baz podatkov,
iz katerih lahko zdaj direktno jemljemo podatke. Takrat, če se spomnite, smo imeli pavšalno določene površine in sicer za počitniški namen 100 kvadratov, za stanovanjskega 200 in pa za poslovne 500 kvadratnih metrov. S tem smo nekako prisilili, ker smo dali večje površine zavezance, da bi prijavljali podatke. Zdaj, če tega pač ne prijavimo, ne prijavijo, lahko vzamemo podatke GURS-a. Potem, odkot pridobivamo vse podatke. Podatke pridobivamo iz raznih evidenc. Zdaj, preden mi našo bazo vodimo na občini, predamo na FURS, si pridobivamo iz raznih evidenc podatke iz zemljiške knjige. FURS nam daje recimo sezname darilnih pogodb. Vsekakor pa je treba vedeti, da ni zavezanec samo lastnik, ampak tudi neposredni uporabnik. Zato je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan dati podatke. Zdaj, če mi ne vemo, da ima nekdo stanovanje v najemu, obremenimo lastnika. Tisto, kar pač do katerega podatka pridemo. Še vedno pa ima potli možnost pritožbe, ko dobi odločbo, pa se takrat podatki spremenijo od površine do vsega. Zdaj, rodnine, tu, kar je to v ciljih zapisano, je mišljeno, ni več opredelitve o neplačevanju zaradi rudarskih koncesij, prav tako ni finančnih posledic, ker ni bilo vnesenih oprostitev zaradi podelitve rudarskih koncesij. To je mišljeno, to je obrazložitev zaradi finančnih posledic, ker tega nismo imeli notri vneseno, pač ni finančnih posledic. Je pa res, da smo ta 10. člen zdaj uskladili z zakonom o graditvi objektov, s tem 218. členom, mislim, ki je ostal v veljavi, da bomo lahko odmerili nadomestilo. Zdaj, ne vem, če še je potrebno enkrat prebrati, od čega sploh lahko v glinokopu odmerimo. Recimo, na površini, pač tiste površine, ki so namenjene za izkoriščanje rodnin, če je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija, tako da se namenijo za gradnjo. Potem imamo drugo, če je na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo, in pa potem pod tretjo, če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo, pa je z lokacijskim načrtom določeno, da se uredijo v kmetijska zemljišča ali gozd, pa se takšna sanacija še ni začela. Glavnem, trebalo bo pogledati, pač zdaj konkretno vi ste spostavili Wienerberger, parcela, ki je podeljena koncesija, zdaj to verjetno sprašujete, ker je več parcel bilo prenešeno na občino, občina do zdaj ni bila zavezanka, zdaj pa bo in bomo pač plačevali, na eni strani bomo si odmerili nadomestilo, na drugi strani pa bomo dobili nazaj, ampak pač taka je zahteva. Pa potem tiste ostale površine, kjer še je možnost Wienerberger obremenite. Doktor Simon Kolmanič ima prvo, še verjetno za dodatno obrazložitev, ne? Hvala. Torej, verjetno se nisva dobro razumela. Glede, pri 9. členu gre za čisto isto besedilo, kot je bilo v prejšnjem odloku, s tem, da v prejšnjem odloku smo se izognili temu naštevanju, ker se strinjam, praktično nemogoče našteti čisto vse, ki so tule, se pravi, ki imajo nepridobitno poslovanje, in zato je enostavno, da se temu izognemo, pa ne napišemo nič, kot je bilo to v prejšnjem odloku, ki ga zdaj bomo nadomestili. Potem tule pri 15. členu pa sem hotel reči, glede na to, da itak moramo, oziroma da itak pridobivate potem podatke iz drugih baz,
zakaj enostavno takoj ne pridobite teh podatkov in zdaj, če so ti podatki napačni, se bo upravičenec že pritožil, saj to pravico ima. Če so pa v redu, pa mu prihranimo nekaj dodatnega dela in mislim, da je to v končni fazi tudi namen teh sprememb, tako da to je bilo mišljeno. Hvala lepa. Še dodatno Slavko Kose. Če sem prav razumel, to pomeni, da bomo od zdaj naprej lahko Wienerberger kot lastnika zemljišč v Glinokopu in imetnika koncesije obremenili z plačilom nadomestila. Namreč bilo bi potrebno to, ker vemo, kakšna je to degradacija tako okolja kot naših cest in vsega ostalega. Dobro, javi še se Branko Šumanjak. Ja, hvala. Gledajte, zdaj ta odlok je vprašanje, koliko časa bo bilo, ker se je pripravljalo zakon o davku na nepremičnine in tam ne bo nobenih odpustkov, ne polovičnih, ne celih, ne bo tam nobenih naštevanj nevladnih organizacij, tam bojo plačali vsi. Ker tak bo tudi zdaj bilo prav, ker gledajte, vsi ti, ki so tu našteti, dobijo po drugi strani neka sredstva za to namenjena, da tudi to plačajo. Zdaj, če se to zavrti, tudi občine bojo plačevale zdaj nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča sama sebe, isto bo zakon o nepremičninah. Recimo država bo mogla sama od svojih objektov plačati glih tak, pa bo isto v proračun šlo sama sebe praktično, ampak tak je prav. Po drugi strani se pa dobijo sredstva za to, ki so pa na vseh mogočih nivojih dobljena, ampak grejo za vse kaj drugo, za to občinski proračuni pa zaradi tega pač ostanejo bolj siromašni. Me pa zanima ena stvar, glede na prejšnji odlok pa na sedanji je čist eno praktično vprašanje. V industrijski coni imam hektar zemlje, je nočem prodati, do zdaj sem plačeval 50% obremenitve, je to koštalo, kaj jaz vem, 200 ali pa 1000 evrov, koliko bo koštalo zdaj po novem odloku? Dobro. Samo da vas nekaj, okrog obrtne cone ni problem več, da ne bi prodali, ne? Vsi bi prodali, samo cena je problem. Denar je problem. Zdaj, 9. člen je res spremenjeni, kar so nepridobitni poslovni namen, komod tisti oklepaje oziroma kot so, pa tisto ven zbrišamo, pa se vaša pripomba upošteva. Zdaj, podatki iz drugih evidenc, 15. člen, zdaj, če jih ne, sami ste ugotovili, zdaj, če podatkov ne spremeniš, itak ni nobenih sankcij, Zdaj, problem je edino to, kdo je neposredni uporabnik. Zato smo to pustili in mislim, da je prav, da tako ostane. Zdaj, pri Wienerbergerju, obremenjeni so, mislim, da za eni 2 parcele zdaj še na podlagi veljavnega odloka, ta pa bo zdaj začel veljati za leto 2020 in je treba iti na stanje december 2019, pa potem parcele pač pogledati, kje je koncesija, kaj je predvideno. V glavnem, to bodo naši prostorci. Ne vem, to bi mogla preveriti, smo si pridobili zdaj te podatke, katere parcele, ker smo nekaj čistili in smo si pridobili podatke, tako da, zdaj ne vem, koliko jih je, lahko pa preverim do drugič. Koncesija, Zdaj, gospodu Šumanjaku še, tudi mi smo računali, pa obljubljali so nam, da bo leta 2020 začel veljati zakon o davku na nepremičnine, pa potem nismo, oziroma že leta 2019, pa potem nismo šli v spremembo odloka. Zdaj,
ko vidimo, pa ko je pač prišel nadzor, da tamo ne bo tak, da leta 2020 davka na nepremičnine še ne bo. Včeraj je glih rekel minister, da vprašanje, če še bo leta 2021, ne, pač odlok moramo imeti usklajene, da ne bomo imeli naslednje leto težave z odmero nadomestila, ker to je vseeno skoraj milijon, ne. Zdaj v obrtni coni plačujejo več, ne, ker je prostorsko izvedbeni akt tam določen, ne, in pomeni 50% plača od prazne parcele, ne 30, kot recimo na drugih območjih, kjer ni sprejet prostorsko izvedbeni akt, ampak to smo že enkrat govorili, nadomestilo ni namenjeno temu, da bi kaznovali lastnike za to, da ne želijo prodati parcele. Pa zdaj je župan že povedal, da to več niti ni problem, ker smo začeli intenzivno na tem delati in problem bo denar, ne, ki je vzeti za celotno toto področje. No. Dobro, jaz mislim, da smo zadeve obrazložili, vidim, da tudi več ni prijavljenih. Zato bi kar prišli na samo glasovanje. Sklepa, ki ga imamo zapisanega na strani 34, da občinski svet občina Ormož sprejme predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož v prvi obravnavi skupaj s pripombami in predlogi iz razprave. Pa dajem takšen sklep na glasovanje. Preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Začnemo z glasovanjem. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 15 svetnic in svetnikov za predlagan sklep in nobeden proti. Jaz predlagam, da še gremo skozi točko 7, potem pa si privoščimo krajši premor. 7. točko smo uvrstili potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt nabava nujnega reševalnega vozila NRV tipa B. Pa prosim za uvodno obrazložitev. Hvala za besedo. Ministrstvo za zdravje je dne 15.3., to je en dan po sklicu današnje seje, objavilo v uradnem listu razpis za sofinanciranje nabave nujnih reševalnih vozil tipa B z opremo. Zdaj po razpisu je za ta namen namenjenih 1.950.000 evrov. Rok za prijavo na razpis je 3.4.2019. Pogoj za prijavo na razpis pa je sprejeti VIP. Zdaj na razpis se lahko prijavijo občine, ne morejo se uporabniki oziroma zdravstveni domi, tako da se na razpis prijavijo občina, potem tudi izpelje investicijo in ko je investicija zaključena, potem to reševalno vozilo prenese v upravljanje zdravstvenih domov. Zdaj po ponudbah, ki so se jih pridobili v zdravstvenem domu, bi naj investicija znašala cirka 111.000 evrov, od tega bi naj nekje 82.000 evrov prispevalo Ministrstvo za zdravje, ostalo pa zdravstveni dom. Sama višina pridobljenih sredstev na razpise bo odvisna od tega, koliko občin se bo prijavljeno na javni razpis in pač več občin, da se prijavilo, sicer se nimajo dveh pogojev, ker nimajo takih enot oziroma potreb v zdravstvenih domovih, da po zaključku razpisa bomo občine dobile sklepe oziroma odločbe o višini dodeljenih sredstev in potem bo se šlo v razpis za nabavo vozila, katerega bo, kot sem povedal, nabavila skupaj z opremo občina. Razliko pa, kot sem povedal, glede do razpisa bo pokril zdravstveni dom Ormož, ki to vozilo za svoje potrebe potrebuje. Dobro, hvala za obrazložitev. Kakšno vprašanje, razprava glede na to temo? Mislim, da moramo za varnost ljudi poskrbeti. Zato imamo na mizi tudi sklep. Matej Hebar, ja. Hvala za besedo. Mene pa zanima predvsem, če smo mi kot prijavitelj na tem projektu sami, pa če je finančni konstrukciji tudi Središče ob Dravi pa Sveti Tomaž, ker seveda spadajo pod zdravstveni dom Ormož, ne?
Zato me zanima, če smo sami investitorji v to investicijo ali pričakujemo tu pomoč od njih, ki nam jo v zadnjem času odrekajo, ne? Ker to zdaj ni bazen ali pa muzej, ampak nekaj življenjsko pomembnega. V vsakem primeru podpiram, da gremo v to investicijo, ampak me zanima to. Hvala. Zdaj, če ste uspeli pogledati sklep, iz sklepa je razvidno, da sta dva financerja, Ministrstvo za zdravje in zdravstveni dom, tako da občine pri tem ne participiramo oziroma ne zagotavljamo lastnih sredstev. Pač razpis mora samo iti z občine, tako je pač državna zahteva, ne pa čez direktno zdravstveni dom. To je samo zahteva zaradi prijave. Drugega verjetno zdaj ni, ne? S tem lahko prehajamo na glasovanje o sklepu, ki ga imamo zapisanega na tem dodatni dokumenti, ki se je dobili na mizo, se pravi, da se potrdi DIP za projekt nabava nujnega reševalnega vozila NRV tipa B, ki ga je izdala Javna razvojna agencija občine Ormož dne 22.3.2018. Pa dajem tačni sklep na glasovanje, preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Pričnimo z glasovanjem, kdo je za. Je kdo proti? Ugotavljam, da je 18 svetnic in svetnikov za ta sklep in nobeden proti, pa si privoščimo po vseh teh odlokih krajšo pauzo, se pravi do 6:30 odrejam premor, potem pa nadaljujemo z sejo.